Slovenski podjetniški sklad je ob koncu leta skupaj z ministrom za gospodarstvo na druženje povabil uspešna in hitro rastoča podjetja, ki so že v preteklosti dobila eno izmed oblik finančne pomoči Slovenskega podjetniškega sklada ter dosegajo najboljše in tudi nadpovprečne rezultate. Takšna podjetja ustvarjajo dodano vrednost in tudi pripomorejo k gospodarski rasti Slovenije. Slovenski podjetniški sklad Globalus spodbuja podjetniški sektor, mala in srednje velika podjetja, z enim poudarkom predvsem na tistih podjetjih, ki imajo zagotovljeno rast. Kvalitetna delovna mesta je znanje, je razvoj, je vse tisto, kar pač lahko obogati neko družbo. Spodbujamo tudi mlade start-upe, nikakor pa ne pozabimo tudi na mikropodjetja, ampak tudi ta so pomembna za razvoj neke regije, ker ostajajo tam v tej regiji, tam ostajajo določena delovna mesta. Srednje veliko, najhitreje rastoče podjetje, ki se mu je uspelo tako s storitvami kot s certifikati lansirati v kar 36 držav, spodbuja in podpira mlade. Nekako imamo že ukorporiran to, da skrbimo za mlade, mogoče ta svet meroslovja v vrtcu predstavljamo pa do fakultet in iz tega naslova povezano z izobraževalnim sistemom se nam je zakorenilo štipendiranje v neko našo korporativno politiko. Tako da imamo vedno nekaj štipendist, nekje med 6 oziroma 10% zaposlenih in to se nam je zdaj obrestovalo sploh v zadnjem obdobju, da je to bila izredno dobra poteza v preteklih 8 letih. Sodelovanje med državo, skladom in podjetniki je zadovoljivo. Z ozirom nazaj na 26 let lahko rečem, da je veliko več podpore, predvsem malim, srednjim podjetjem, start-upom, tega včasih takrat ni bilo, ampak vendarle se mi zdi, da res je treba ustvariti pogoje za delo in na vseh področjih, od zdravstva, šolstva, tako da jaz pozitivno ocenjujem. Pustimo probleme za popoldne, ampak res je, ne samo zato, ker je predprazničen dan, gremo v pravo smer, odpirajo se priložnosti, zdaj ali zaradi nas samih ali s pomočjo, to pa puščam presoji. Da smo Slovenci podjetniški narod, ki s pravo idejo in podporo lahko dosežemo marsikaj, priča tudi knjiga, ki predstavlja dobre prakse in podjetniške zgodbe, Slovenske prave ideje, 50 zgodb o uspehu.